Ste? Pričakujemo komentar. Ok, pa tukaj je karuza. Vprašanje kje? Vprašanje kje? Da, nas sedimo tam v Ivanču. Kar v Ivanču pojdi. A lahko? Torej, kako komentirate razsodbo? Jaz bom še vedno ostal na tistem, kar govorim že vsa leta, da edini prostor, kjer lahko dosežem svojo pravico in dokažem svoje nedolžnosti, je znotraj sodišča in ne pred sodiščem. In danes je tudi to pokazalo, da gre za šikaniranje in nadlegovanje strani oseb. Tudi danes ne bom nič govoril o inštitucijah, kot je tožilstvo, NPU ali pa KPK. Govoril bom o osebah v teh inštitucijah po imenu gospoda Majhnič Žgavc, gospa Blanka Žganjar. Na Fursu bom še spustil ime, pa na KPK je gospod Klemenčič, ki že 7 let sistematično uničujejo ali pa poskušajo uničiti in moje sodelavce in mojo družino in tudi mene. Jaz obtožujem te osebe za njihovo početje. Kajti tudi danes, ko sem poslušal to obtožnico, končni zagovor tožilke, jaz verjamem, da si želi, da me obsodi, ampak v teh 50 minutah njenega razpravljanja je dejstvo, da je ona podatke, ki smo jih vsi skupaj slišali, dokumente, ki smo jih skupaj brali, prijela po svoje. In če je to naloga tožilstva, potem ne vem, kako bomo lahko živeli v tej državi. Še enkrat pravim, ne govorim o inštitucijah, ampak govorim o svojih hišnih preiskovalcih, svojih hišnih tožilkah in pa predstavnikih Fursa in KPK-ja. Obtožujem te osebe za to početje, predvsem je pa hudo, ki napadajo moje družinske člane, ker nima osnove, da bi z mano obračunali. Jaz vem, da jih boli teh 5 zmag na volitvah za župana v prvem krogu s takim odstotkom, ampak nekaj pokažejo. Torej, ne da kaj bi danes bilo, jaz sem hvaležen tudi odvetniku Koščaku. Pred obrazložitvijo sem mu rekel hvala in sem mu čestitil za dober zagovor, kajti povedal pokazuje bistvo tega in z njem in odvetniško družbo Čeferin lažje hodi na sodišče. Kdor misli, da je to prijetno, se vara. Meni ni prav, meni ni prijetno. Vmes v tej pauzi sem šel nazaj v pisarno, podpisal vse dokumente, tako da danes imam mizo čisto. Zdaj imam o 2:30 nadaljevanja dneva odprtih vrat za naše meščane in meščanke, ki začel v torek, pa jih je toliko, da enostavno bom končal. In dan bo dolg trajal, tako da gremo ob 8 na glasilo. Ampak kdor se vpraša, tudi vas bom vprašal, koliko procentov svojih poročanj boste dali zdaj temu v tej oprostilki, glede na to, kaj se poročili teh 7 let. Pa bili prav čas pri meni doma s kamerami, preden je sploh prišla policija in tako naprej. In mi je bilo čisto jasno, da bo tožilka vložila zahtevo za pregled oziroma preverko tega na višjem sodišču, kajti njo to nič ne stane in tudi danes, ko je prišla danes z modificirano obtožnico, kar bi lahko tudi poslala, ker praktično ni nič popravila, je le pričakovala, da se bo priložilo za 1 teden, tako da bi lahko spet poročali vi cel teden o tem, kaj se dogaja. Jaz bom tudi šel, kot vedno, tudi na ta klic na naslednji stopnji, če bo treba, ampak to je pa to, njo nič ne stane, ko opravlja svoje delo ali pa ne delo, konec koncev bremeni proračun. Toliko. Sodnica v celoti je sledila v bistvu obrambi, skoraj v bistvu bi lahko rekli v vseh točkah. Kako mogoče gledate na to? Ni bilo, priče niso dejansko, niti ključna priča sprav ni rekla, da ste vi terjali, v bistvu je obremenila celo nekdanjo županjo. Jaz bom drugače povedal. Sodnica je sledila resnici. Sej ves čas trdim, da karkoli podpišem pri nas, imam najboljšo ekipo in prej imam vsaj 4 podpise. Gre za podpis pristojnega oddelka, ki parafira na neko stvar, potem gre za podpis pravne službe, finančne službe, podžupana ali direktorice uprave in potem moj podpis. In tudi v teh dogovorih nikoli nisem bil sam. Mi smo prekinjali pogajanja. Večkrat smo si vzeli time-oute, vsak je šel v svoje prostore, ker šlo je za pogajanje o tem, kako bo to naredili, kako bomo sledili.
Ampak, ko smo podpisali, ko smo zaključili to podpis pogodbe, je potem bilo zelo enostavno, skrčo so čakala na novinarsko konferenco, ki je bila po teh pogajanjih in sva šla predstaviti rezultat pogajanja. Dejstvo je, da smo mi že takrat spraševali za mnenje, rekel bi, najboljši pisarni, Čeferin, kaj meni o tem, da prekinemo lahko pogodbo, in Cola Rojs, kaj oni menijo o drugem, ali ta pogodba še velja ali ne velja. In tudi, če vidite, je doktor Pirnat na prošnjo oziroma na željo na moje odvetniške pisarne gospoda Koščaka dal mnenje, ki je dalo mu zaprav. Ne gre, da bi sledilo obrambi. Obramba je bila zelo dobra, izjemno dobra, kajti gospod Koščak se je posvetil predmetu, ga ni moglo nič presenetiti, prebral številne dokumente, ampak sledilo je resnici. In ena ključnih besed je tudi izjava našega bivšega direktorja mestne uprave gospoda Vasje Butine, ki je rekel sodnici na pričanju, da morajo njega obsoditi, da je on pripravil službami vse dokumente, jaz sem podpisal te dokumente. In to, kar sem danes povedal, še enkrat bom ponovil, da jaz bom vedno naredil vse v korist mestne občine Ljubljana in njenih meščank in meščanov, tudi če me bo stalno vabilo na sodišče. In dejstvo je tudi, govorim pa iz svojih izkušenj kot predsednik uprave Mercatorja, družbe, ki je bila v mojem času največja v celi regiji, da kdor ustvarja nek prihodek, dobiček v Ljubljani, pričakujem, poudarjam, pričakujem, da tudi te Ljubljani nekaj vrne. In ali bo dal za kulturo, socialo ali za šport, to pa njem prepuščam. Vi sam pogledajte naše inštitucije, kot je Zveza prijateljev Mladine Moste, koliko družin so rešili skozi donacijske pogodbe. Tole drugačna sodba bi lahko imela hude posledice ravno na ta področja, ker bi se lahko vsak direktor podjetja vprašal, zakaj bi pa jaz komu dal donacijo ali pa sponzorstvo, če sem lahko jutri predmet preiskave. In oni so se sami pač spraševali, mislim, ona je pač rekla, da dejansko je bila to odškodnina, bila je pa izplačena kot donacija. In pa če je to problem, potem njihov davčni v bistvu očitno vi bi zdaj šli pa prevzeli vlogo sodnice. Pa sej, glede kaj držite v roki, bi tudi to pričakoval. Še enkrat, če je novinar pripravljen in bi moral biti pripravljen, kar očitno niste, tam piše pogodba zelo jasno. V tem dogovoru piše 500.000 evrov odškodnine ali donacije. In mi smo to prepustili izvajalcu, da se odloči. In potem je bil v prvem tejanesu določeno na njegov predlog 40.000, 100.000, drugače se odločil in je šlo 250.000, 250.000. Tako, če pa želite popraviti sodnico, kar k njej stopite pa ji povejte, kaj ne naredi. Mogoče bi me vi obsodila. Kar delate že vsa leta. Zakaj niste Danice Simšič naznanili, ker ste videli s pomočjo vaše odvetniške družbe, s pomočjo druge odvetniške družbe, da je očitno bilo s to pogodbo nekaj narobe, ker očitno je zdaj tam srž celega problema in je zastaralo. Tega pa niste naredili, bi se tudi zaščitili pred tem procesom. Ni moja naloga, tudi ne bi želel. Danica Simšič je svoj rezultat in svojo obtožnico dobila na volitvah. In moja naloga je bila, da rešujem probleme Ljubljančak, Ljubljančanov, in jaz se ne grem tisti, da bi nekoga predhodnika črnil. Zakaj bi ga pa sploh črnil? Vse ona je dobila rezultat na volitvah. Jaz tega ne delam, nisem delal v Mercatorju, ko sem prišel, nisem nobenega naznanil, tudi Danico Simšič. Eno stvar smo sicer imeli, ampak potem sem tudi pričal, ker to, kar je rekla, se ni zgodilo prvič, da je dokument pač padel z mize. Ampak zakaj bi meni to sprašujete? Jaz še enkrat bom rekel, nisem to delal, da bi sebe zaščitil, kajti najbolje iz tega bi potegnili to ven, če bi sledili obtožnici in gospod Blanki Žganjar je sporočilo, vi v javni upravi ne delite nič, ker pa ne boste nič krivi. Če kaj naredite, se bo vedno kaj še našel, mogoče novinar, ki hoče kaj narediti, pa boste krivi. Ne se smejati. Lejte, samo moment, ne se smejati, imam pravico tudi, da jaz imam občutke. Ne se smejati, ker vam lahko kažem vse, kaj sem pregledal v teh klipih, v medijih, kot je vaš. A razmišljate tudi o kakšni odškodnini, če bo potem pač nekoč sodba pravnomočna v vašo korist, ki bo dedično zadovoljila? Ne vem, če je možno. Dejstvo pa je, to veste, da sem jaz ovadil, ne Blanko Žganjar, kajti dajmo še enkrat pogledati. Jaz sem bil edini primer v tej državi, ki so lahko šli dokumenti brez škode za postopek, ki je bil preiskavi ven. In zdaj so
po službeni dolžnosti, čeprav zastopim, povadili tistega, ki je ven dal, ki je samo strokovni delavec, jaz sem povadil ne Blanko Žganjar. Kaj bo, ne znam povedati. Naredil sem pa tisto, ker trdim, na koncu bo zmagala pravica in resnica, ni druge možnosti. Da ne rečem še včeraj priprava, ne, zdaj sem dotaknil še tega, ne, pri vseh teh problemih, ne, moj sin včeraj. Dragi moji, vprašajte se vi, ki tu stojite, ne, in ki me zaslišujete, ne, pa nimam problema, vprašajte me, kar želite, ampak vi imate tudi svoje družinske člane, kako bi vam bilo. Meni ni prijetno, da moji sodelavci, ne, in moja družina trpi, zato ker sem se jaz odločil iti na volitve. In zato, ker sem zmagal 5krat na volitvah. Gospod Janković, za vami je že ena pravnomočna oprostilna sodba v zadevi Niš. Danes ste dobili, če lahko rečemo, prvo rundo na prvostopenskem sodišču, oprostilna sodba, ne vemo, kaj bo na višjem. Še nekaj kazenskih postopkov, pa predkazenskih postopkov je odprtih, kjer vam pač očitajo neka kazniva dejanja, ki naj bi jih storili kot župan. Mogoče lahko predvidevate, kako se bodo ti končali, ste tudi v tistih, govorimo o domnevnih očitkih, ki vam jih očita tožilstvo, ravnali kot skrbni gospodar v dobro mesta Ljubljana in meščanov. Absolutno. In sem popolnoma miren. In kot vidite danes, ne, je tožilku šlo, ne, Gratel je že pozabila, ne, že med svojim zagovorom oziroma obtožnico je govorila že o Grepu. To, kar jaz vem, ne, jaz sem zadnjič tožilko izzivil, ne, ker je to, kar je danes naredila, na Gratelu je naredila na podlogi enega pamfleta, ne, Alenke Jeraj, ki so bili užaljeni v SDS-u, zakaj so izgubili volitve in naj bi jaz bil kriv. Ampak takrat sem vprašal, zakaj je tega zbrala, Metala Kovanc, lahko bi zbrala vse primere, lahko širi obtožnico, mogoče bo spet začela novo, saj nič ne stane, ona lahko vlaga do, ne vem, 20 let je čas, da stvar zastara. Jaz imam še zgodbo, kot vem, preganja me ona, ne vem, v kateri fazi je, da nisem prodal delnice Mercator leta 2004, ampak da sem jih parkiral. Rekel bom še enkrat, takrat sem jaz dal izjavo za javnost na borzo, ker smo bila borzna hiša, oziroma bila smo na borzi kot največje podjetje, in smo napisali, uprava Mercatorja prodaja delnice Mercatorja zato, ker se spreminja zakonodaja, ne zato, ker ne bi bilo razvoja Mercatorja. In kot PS Zoran Janković je prodal delnice Mercatorja v podjetju svojih sinov, kar dokazuje, da verjame v razvoj. V kateri fazi ne vem, potem imam pa še 2 procesa v zvezi z Grepom. Ena je šla iz izkop gradbene jame, pa evropska sredstva, pa naj bi bila neka fiktivni podpis za kredit Grepa, pomoč pri goljufiji Ljubljanske banke. Ampak zanimivo je to, ne, jaz sem zlorabil položaj v korist Grepa, ne. Mesto ima stadion dvorano, jutri razvabim na ta dan žena, ki ga ima aktual gor, ki bo polna dvorana, milijon obiskovalcev je bilo lani, Grep je propadel, jaz sem mu pa naredil veliko korist. Sej, če tole poslušam, ne vem, kaj bo odvetnik, zato tle zraven stoji, mene bi v bistvu mogel preganjati, ne, če sem jaz zastopil obtožnico Gratel, pa Grep. Ker Gratel ni dal podkupnine, jaz sem me pa dobil, oziroma ne jaz, dobil je Ljubljanski grad, a ni to fajn? Ne vem, kako sem to delal sam s sabo. Moram malo razmisliti, kako je to možno, ne. Pa sem prepričan, da obvladam dobro ekonomijo. Vse konec koncev se je videl rezultati tega dela, ampak neke stvari pa jaz res ne razumem. Resnično ne razumem. In to sovraštvo do mene strani teh oseb, ki sem jih imenoval, ne inštitucij, ne, dokazuje, res dokazuje, da nekateri imajo preveč časa in v svojih namenah, vi pa ugotovite, zakaj ni zbiral nobenih sredstev. Jaz sem še enkrat prepričan, ne, da tožilka to dela, ne, kar je delala zadnje čase, dela zaradi tega, da me vi obsodite. Ker je po moje toliko pravnica, jaz se upam, da je toliko dobra pravnica, da ve, da nekaj ne more pisati domišljijskega spisa. Neka dejstva so jasno, papirji so bili tam jasni, vse je bilo včasih smešno, ko smo tam poslušali papirje, ne. 5 ur se z mano pogovarjal o donaciji, Štarfela je rekel, ne, potem sem se pa jaz sam zmenil s Krčem, to je bila njegova izjava, ne, pozabil pa domest podpisal dogovor. 5 ur o donaciji, no. Lepo se imejte. Hvala.